Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni v tretjem polčasu. Nov je pred nami, tudi tale bo zelo zanimiv. Glavni temi v središču letega pa futsal reprezentanca Slovenije, ki čaka na domače evropsko prvenstvo v mesecu januarju, in pa tudi košarkarji Celja, ki so že v polnem ritmu nove sezone. Ostanite v naši družbi. V 15. krogu nogometnega državnega prvenstva sta se v lokalnem derbiju v Celju pomerila Celje in Rudar iz Velenja. Gostitelji so se na stadionu z Deželje veselili zmage z 2:1. Velenčani so s 23 osvojenimi točkami trenutno na 3. mestu prvenstvene lestvice, Celjani so jih na 6. mestu zbrali 5 manj. Celjskim nogometašem je pripadel 77. lokalni derbi. To je bila 4. prvenstvena zmaga rumeno-modrih. V 36. in v 39. minuti so se veselili domači gledalci. Obakrat pa je bil uspešen napadalec celjskega moštva Filip Dangubić. Celjani so imeli še nekaj priložnosti, da bi lahko zatem povišali svojo prednost. Tako pa so gostje v 81. minuti poskrbeli za dramatično končnico. Z golom Edina Junuzovića je Rudar zmanjšal zaostanek na 2:1. Do konca srečanja se rezultat ni več spremenil. Nismo zaslužili danes poraza, ampak nismo zadeli. Predvsem tistih prvih 25 minut je bilo ključnih, ko smo bili preveč egoistični pred vrati domačih. John Mary bi mogel podati tam Radiću oziroma obratno. Imeli smo res inicijativo in dobro igro. Potem pa velika napaka v obrambi naših dveh igralcev. Dangubić zelo spretni, lep zadetek, potem še nesrečno odbita tista pri drugem zadetku. In prehitro smo dali nosove dol. V prvem polčasu je Celje potem bilo boljše, tistih 15 minut. V drugem polčasu pa mislim, da smo igrali bolje, da smo zopet imeli neke svoje priložnosti, tudi Celje. Par dobrih protinapadov, pa neko šanso, tako da nimam kaj, mi glave gor, iti naprej. Nepreciznost danes in pa prevelika individualnost med igralci nas je stala točka. Nam se je tokrat na koncu tudi malo srečno išlo, da smo to tekmo zmagali, kar je za nas velikega pomena pred reprezentančno pavzo, tako da neke zadeve so bile v redu, neke bomo pa probali popraviti v reprezentančni pavzi. Denis Štravs in Nino Pungaršek imata poškodbe, ki sta majčkeno bolj dolgotrajne. Upamo, da ga bomo lahko še letos videli. Dela terapije, začel je počasi s treningi, ampak narava njegove poškodbe je taka, da bo sigurno še najmanj mesec dni odsoten. Jako sem zadovoljan sa pobjedom. Zelo sem zadovoljen z zmago. Te 3 točke, ki smo jih osvojili v lokalnem derbiju, so za nas zelo pomembne. Zadovoljen sem s prav vsem, tudi s pristopom, čeprav smo na zadnjih 2 tekmah v igri nekoliko padli, a bomo tudi to popravili. Zdaj imamo med premorom čas, da se osvežimo, napolnimo baterije, potem pa proti Ankaranu znova po 3 točke. Danes sem se jaz znašel v situaciji za 2 gola in to izkoristil, naslednjice bo nekdo drug. Zadovoljen sem, saj mi to za samozavest veliko pomeni, potem ko sem pomagal ekipi do uspeha. Dobro je, da smo dobesedno povezali 2 zmagi in to je zelo pomembno. Ekipa je dobra, z zelo dobrimi igralci. Pridno treniramo in zdaj se to počasi odraža tudi na tekmah. Na preteklih je manjkalo sicer nekoliko golov, ko smo zabeležili številne neodločene rezultate, zdaj pa se vse skupaj izboljšuje in verjamem, da bo samo še bolje. Pred nogometaši je zdaj torej reprezentančni premor. Prihodnji konec tedna se bo nadaljevalo ligaško državno prvenstvo, ko bodo nogometaši Celja gostovali pri ekipi Ankarana, medtem ko bo Rudar gostil Gorico. V 5. krogu košarkarskega državnega prvenstva je Šentjur izgubil na gostovanju v Šenčurju. Hopsi so v Domžalah morali premoč priznati Heliosu, v lokalnem derbiju v Rogaški Slatini med Rogaško in Zlatorogom iz Laškega pa so gledalci videli podaljšek, v katerem so bili spretnejši in srečnejši gostitelji, ki so slavili z 90 proti 89.
Laški košarkarji so na gostovanju v Rogaški Slatini v polčasu vodili za 13 točk. V prvem delu tekme so bili veliko boljši nasprotnik, v drugem pa so dobro zaigrali tudi gostitelji. Leti so jih ujeli, zatem pa je na koncu dvorana pospremila sila izenačeno končnico, ki je postregla s podaljškom. V njej so srečno za 1 točko zmagali gostitelji. Če so Polzelani in Krka se lahko proti nam vračajo v drugi poločas, se lahko mi na isti način vrnemo. To nam je z veliko obilico sreče tudi na koncu uspelo. Težko bi govoril o neki pametni, preudarni in precizni igri, bolj o borbenosti in nekako, da probamo na odprtem igrišču tako žogo ukraditi pa napadati z viškom, predvsem z Davisom, ki je izjemno hiter. Na koncu smo ciljali Pajića da šutne kako trico, je tudi zadev tiste dve, da smo se priključili, potem je bila krvava borba zadnje minute, v rednem delu pa tudi kompletni podaljšek. V dresu Rogaške je tokrat 26 točk dosegel Davis, na drugi strani pa je bil s 23 točkami najuspešnejši Urban Durnik. No, v prvi vrsti bi čestital ekipi Rogaške domačinov na zmagi, ki je bistvo, ki so jo dosegli z hrabro igro. Mi smo imeli določene možnosti, imeli smo nadzirali rezultat, imeli smo visoko prednost in dokaj smo igrali kot ekipa, je vse delovalo tako kot mora, ko so pa posamezniki začeli igrati za sebe, zase neke sisteme, ki jih nismo nikoli še videli, potem je šlo pa vse navzdol. Skušali smo vse skupaj pač popraviti in rešiti, vendar na koncu je Rogaška imela nalet, imela odličnega Davisa in zasluženo zmagala. Tekme med Slatinčani in Laščani so kot že ponavadi zelo zanimive. Ekipi se dobro poznamo, mislim, da nekih novosti, nekih presenečenj ne more niti biti, eni spremljajo druge, tako da mislim, da že lani je bilo tako in letos bo tudi tako, da nobena tekma ali igraš v gosteh ali doma nima neke odločilne prednosti. Helios naslednji teden. Ja, zdaj bo treba se zbrati, pogledati te napake, se pogovoriti z igralci, da se tako košarkarji ne more igrati in upam, da bo proti Heliosu bolje. Rogaška bo zdaj odigrala novo tekmo v drugi jadranski ligi, ko bo gostovala v Ohridu. Predvsem iz aspekta neke samozavesti in neugodnega gostovanja na Ohridu, kjer bomo pod velikim pritiskom, saj Ohrid izgubil vse 4 tekme, sicer samo eno manj kot mi, ampak ni pokazal, kaj je veliko. Mi smo se okrepili, nimamo sreče, ampak bomo poskušali nadaljevati to, kar smo danes ustavili in priti s prvo gostujočo zmago v ABA ligi. Konec tedna bodo Laščani v domači dvorani v državnem prvenstvu gostili domžalski Helios, medtem ko bodo Slatinčani gostovali na Obali pri ekipi Primorske. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca se v Laškem in Celju pripravlja na začetek ciklusa kvalifikacij za nastop na Evropskem prvenstvu, ki bo leta 2019 v Srbiji in v Latviji. Izbranke selektorja Damirja Grgiča bodo na uvodni preizkušnji jutri gostovale v Romuniji, prihodnjo sredo pa bodo v Celju pričakale Finsko. Letošnje Evropsko prvenstvo je bilo za Slovenijo zgodovinsko, zdaj je želja narediti morda še kakšen korak naprej, a na prvem mestu je potrpežljivost in trdo delo. Ja, vedno ambicije so večje in večje, želja je zmeraj večja, če vidiš, da se le da. Tako se spomnimo tiste tekme, da se lahko in s Francijo igra in Srbijo in z Grčijo, igrali smo z najboljšimi ekipami v Evropi in smo se čisto normalno kosali z njimi. Sigurno, da je velika želja narediti velike stvari, ampak moramo biti potrpežljivi, ne da se vse narediti čez noč, tako da moramo biti skromni, potrpežljivi biti, pa dajati vse od sebe in zdaj, če bomo to zdaj lahko že kaj naredili, če se uvrstimo mogoče na Evropsko prvenstvo, mogoče čez 2 leti karkoli naredimo, bo kakor bo, moramo pa delati naprej, no. To je najbolj pomembno. Mi igramo tekmo po tekmo, probamo zmagati vsako tekmo, se spet uvrstiti na Evropsko prvenstvo, za kaj več govoriti je pa težko. Vsi imamo motivacijo, vsi imamo neke cilje, ampak da to na glas govorimo, ne bomo ostali humble. Slovenija bo v prihodnje igrala brez Maje Erkić in Sandre Piršić, ki sta dolga leta igrali za našo izbrano vrsto, ogromno prispevali, zdaj pa sklenili reprezentančno pot. Obedve so igrale v prve petorke, bila je ena izmed nosilk igre, njih se trenutno ne da zamenjati. Vse te punce, ko pa prihajajo, so pa na dobri poti.
Tako da jaz ne vem, no, kako bo to zdaj luknja tukaj, sploh glede višine smo bolj slabi, tu smo vedno oblino, pa smo nekako igrali z vsako ekipo, tako da, kot sem rekel, no, naredili bomo vse. Jaz verjamem v te vse ostale punce, da lahko nadomestijo Kukar Tok in Maja in Sandro. Bomo pa še toliko bolj se potrudili, da bomo odigrali dobre tekme. Kvalifikacijska skupina je zanimiva, atraktivna. Začetek pa bo pri neugodni Romuniji. Mogoče je to malo nelagodno, glede na to, da prva tekmo po parih dneh, tako je na potovanje, pa igrati v zunji, ne doma, mogoče je malo nelagodno, ampak zato se moramo vsi toliko bolj skoncentrirati, pa se dobro pripraviti na tekmo, pa verjeti, da to tekmo lahko zmagamo. Ne bomo jih podcenjevali, ne bomo jih zdaj metali v oblake, tako da odigrali bomo tako, kot znamo, zdaj pa če bo to da za zmago, bo dosti. Dobili smo Francijo, Finsko pa Romunijo, vsi vemo, kaj je Francija v evropski košarki, kaj so dosegli. Vemo pa, da Romunija pa Finska pa, ko slišiš te države, nisi zihar košarko, da tam igrajo, ampak če se malo pozanimaš, malo veš, da so v bistvu to reprezentance, ki igrajo tudi dobro košarko, ki se jih ne podcenjuje, tako da gremo vsako tekmo skoncentrirano, ne glede na to, proti komu igramo, s kom igramo. Tako da, ja. Prihodnjo sredo se bodo košarkarice predstavile domačemu občinstvu. V celjski dvorani gimnazije Center Celje bodo gostile Finsko. Mislim, da že vsi komi čakamo to tekmo. Pred tem moramo pa odigrati tekmo v Romuniji, kar je najtežje, ampak že zdaj upam, da bo res polna dvorana, da bo vzdušje takšno, kot je bilo na tistih vseh kvalifikacijskih tekmah, ko smo igrali doma, kjer je bilo fenomenalno. Tako da pričakujem tako podporo občinstva in pa upam, da ne bomo razočarali. Sobotna tekma v Radeji v Romuniji se bo začela ob 17. sredina v Celju pa ob 20:15. Takole začenjamo s središčem tretjega polčasa. Sprva bomo govorili o futsalu, namreč nezadržno se približuje Evropsko prvenstvo v omenjenem tekmovanju, ki pa ga bo gostila prav Slovenija, Ljubljana, od konca januarja naprej. In prav je seveda, da v naš studio povabimo tudi selektorja naše izbrane vrste, Andreja Dobovičnika. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Torej, Evropsko prvenstvo bo Slovenija gostila od 30. januarja naprej. Če smo še pred kakšnim letom ali dvema dejali, ja, še kar nekaj časa je, pa je zdaj povsem drugače. Ja, res je. Približuje se bom rekel, dosti hitro. V tem trenutku je še težko govoriti o kakršnikoli formi fantov, pa vendarle, glede na to, da je prvenstvo pred vratim, bomo začeli z akcijami in v kar visokem ritmu nadaljevali do samega prvenstva. Torej, nekaj časa sicer je še, ampak je že čutiti kaj tiste euforije, pričakovanja, da se vse skupaj kmalu začne? V tem trenutku še ne, ampak kot sem rekel, zdaj se bojo akcije bolj pogosto dogajale in verjetno bomo prišli v nekem obdobju do te faze, ampak kot sem rekel, vendarle je še zdaj predaleč. Tako da v tem trenutku še ni čutiti euforije. To bo verjetno par dni prej. Imate pa verjetno že v mislih in začrtano vse skupaj, kako bodo potekale priprave, kako bo steklo vse skupaj? Res je, v tem vikendu gostimo v Sloveniji Poljake. Z njimi bomo odigrali 2 prijateljske tekme. Kar kmalu zatem, 14 dni zatem, v Stožice prihajajo Portugalci kot nosilci ena od skupine Evropskega prvenstva. Kasneje pa takoj po novem letu pa načrtujemo priprave s fantim in pa še, bom rekel, pred samim prvenstvom, 7-8 dni pred prvenstvom, tekma za 3. reprezentanco na svetu in to je v glavnem to. Ta plan upam, da bomo izpolnili. Seveda je vse odvisno od fantov in pa njihovega zdravja. Jaz sem optimist in upam, da bomo na koncu naredili, ko bo to najbolj potrebno. Poljake boste na prijateljskih srečanjih gostili v začetku tedna v Laškem in v Zagorju. Verjetno boste zdaj preverjali, kje so fantje, kakšno je stanje. Ja, res je. V tem zaključnem ciklusu normalno, da nekih novih fantov, ki zdaj niso bili v kadru, ne bomo več vabili na te naše zbore. Želimo in poskušamo delati izključno s temi, ki računamo na njih koncem januarja. V tem trenutku so neke malenkostne poškodbe, pač
jaz bi rekel, tako kot vsaka ekipa, tudi mi imamo rahle probleme, ampak jaz upam, da se bo to vse znihalo do prvenstva in da bomo takrat vsi tisti najboljši, kjer pač jih v tem trenutku premore Slovenija. Tiste prave priprave pa boste začeli že v začetku januarja, se pravi, časa bo dovolj, po drugi strani pa maksimalno bo seveda potrebno delati, da bodo fantje v pravem trenutku v pravi formi. Res je. Vmes je še normalno novo leto. Mi smo pač nekje začrtali, da bomo takoj po novem letu se dobili, da fantom pač pustimo tudi malo oddiha po sami ligaški sezoni in da se na pripravah dobimo 4. januarja. Od tam naprej bomo pa zelo pogosto skupaj in na nek način, jaz računam, tako sem že prej rekel, da se bomo res lahko pripravili, to je pa dosti odvisno tudi zdravja fantov in od vsega drugega, ampak vsekakor sem optimist in upam, da s temi pripravami, ki niso bile glih običajno za futsal reprezentanco, glede na to, da je vedno evropsko prvenstvo med samo sezono, bojo to izredne priprave in jaz upam, da bomo še malo nadgradili to formo fantov in da bomo res pripravljeni. Vi zagotovo spremljate fante tudi v klubskem tekmovanju, ne le po Sloveniji, tudi v tujini so nekateri zelo uspešni, kar vas verjetno veseli. Ja, seveda me veseli. Moram pa reči, da v letošnji sezoni fantov, ki v tujini igrajo, ni ne vem koliko. Po večini so se vsi vrnili v domače prvenstvo. Nekaj je sicer šlo teh mladih fantov tudi v druge lige, ampak kot sam zdaj vidim, v tem trenutku še ne igrajo kakšne pomembne vloge. Ti reprezentančni zbori bojo kar pokazali v bistvu, kdo je v tem trenutku pripravljen. Mi nek fokus teh fantov poznamo, vemo, kdo je v širšem kadru in upam, da res naredimo izbor tistih najboljših v pravem trenutku. Eden izmed ključnih igralcev je tudi Gašper Vrhovec, ki pa se že kar nekaj časa ubada s poškodbo. Kako je s tem? Bo lahko pripravljen do prvenstva? Ja, vedno pride do kakšne poškodbe glih tik pred tem, ko bi se lahko pridružil izbrani vrsti. Moram reči, da Gašper Vrhovec poznam že dolgo, on je že dolgo reprezentant in jaz vem, da bo naredil vse, da bo saniral to poškodbo. Bomo pa videli, prvenstvo se približuje in težko je karkoli reči. On je v teh dneh opravil tudi magnetno resonanco, rezultati bojo vidni šele, bom rekel, v teh dneh in potem se bo tudi sam odločil, na kak način začeti terapijo in kdaj bo začel s treningi. Se pravi, gre za težavo s prstom, upajmo, da bo vse v redu. No, tisto prvo otvoritveno tekmo boste odigrali 30. januarja v skupini, ki je zelo atraktivna, bi lahko dejali. Ja, verjetno za gledalce, bom rekel, je atraktivna. Jaz sam osebno sem bil majčkeno razočaran po žrebu, ker sem le pričakoval malenkost, boljši žreb, kar ni nepomembno, glede na to, da igramo doma in da smo bili v prvi skupini. Ampak, kot sem rekel, žreb je žreb, mi bomo pač naredili vse, da se pripravimo. Treba se zavedati, da bodo Stožice gostile res najboljših 12 reprezentantov v tem trenutku v Evropi in da tu ni slabe reprezentance in da se pravi, je veliko odvisno od tega, v kakšni formi bomo v tistem času. Kako gledate na vse te reprezentance v skupinskem delu tekmovanja, seveda vse spoštovanja vredne? Vsekakor mi že poznamo, mi smo že igrali z obema dvema reprezentancama. Srbija, sami veste, da smo v Beogradu igrali tudi enako otvoritveno tekmo, da smo jih takrat izgubili. Mi bomo probali se v tem trenutku revanširati. Drugi tekmec Italijan je že evropski prvak, tudi z njim že imamo pozitiven rezultat, pa vendarle mislim, da so oni vrahli prednosti v tej skupini. Srbija, torej lahko pričakujemo pravi spektakel z njimi, magnet za gledalce, za vse privržence futsala, tako da bo še kako zanimivo. Jaz pričakujem enako, glede na to, da in Slovenija in Srbija v tem trenutku na Balkanu kotirajo najviše in na nek način je v tem trenutku ta tekma za nas zelo, zelo pomembna in upam, da bodo tudi prišli gledalci in da nas bodo podprli in tudi pomagali malo pri končnem rezultatu mogoče in to bi bilo res en dober in velik uspeh za nas, predvsem pa spodbuda za celo prvenstvo naprej. Lahko naredimo kakšne vzporednice s preteklim evropskim prvenstvom v Srbiji, se pričakuje podobno, so favoriti drugi? Ne, v glavnem so favoriti
enake reprezentance kot na Evropskem prvenstvu v Srbiji. Krog teh 12 reprezentancov se sicer mogoče širi za reprezentanco ali dve, ki so vedno na nek način v kvalifikacijah presenetijo in pridejo na samo Evropsko prvenstvo. Ostale reprezentance smo več ali manj v zadnjih letih, zadnja 4 Evropska prvenstva enake. Letos so malenkost presenetile, bom rekel, Francija in pa Poljska. To so nove dve reprezentanci, ki so se uspele uvrstiti. Drugače pa je krog favoritov in tudi ožek krog favoritov vedno enak. Zožan nekje na Rusijo, Portugalsko, Italijo in pa Španijo. Karkoli druga bi bilo v tem trenutku presenečenje. Torej, vse skupaj se nezadržno približuje, verjetno pa želja tudi, seveda glede na to, da je v domačem okolju prvenstvo vse več gledalcev. Kakor gledamo po slovenski ligi, futsal ligi, zanimanje je veliko in lahko pričakujemo ne nazadnje, da bodo tudi Stožice polne. Sam osebno upam, čeprav moje zadržitve glih niso vezane z obiskanostjo prvenstva, pa vendarle tudi igralci in pa strokovno vodstvo normalno želimo, da prvenstvo v Sloveniji uspe. Pravzaprav še bolj želimo, glede na to, da smo bili priča zadnjim 4 prvenstvom, kjer je bila obiskanost res na vrhunskem nivoju. Belgija, sama Madžarska, Belgija, Srbija in pa Hrvaška so bila res obiskana prvenstva. Upam, da bo tudi pri nas tako. Mečken je mogoče problem, ker se na samo prvenstvo nista uvrstila Madžarska in pa Hrvaška, ki sta v naši neposredni bližini in bi sigurno doprinesle k temu, da bi bila obiskanost na tekmah omenjenih reprezentanc višja. Pa vendarle upam in želim, da bojo pač ljubitelji športa, ne samo futsala, to prvenstvo obiskali, ker na koncu koncev je to atraktivni šport in sploh, če ga vidiš v živo, je posebno doživetje in če vzameš v obzir še to, da so to res najboljše reprezentance, jaz mislim, da se da zgodi, da bo prvenstvo lepo obiskano. Vi ste selektor od leta 2005, dolga leta, ampak verjetno bo tole prav posebno doživetje. Ja, na koncu ne samo za mene. Tudi nekateri fante so že enako dolgo v reprezentanci kot jaz. Jaz mislim, da je to kar vrhunec njihove kariere, bom rekel. Težko je pričakovati, da bojo vsi ti, ki so zdaj okostje ekipe, nadaljevali še do naslednjega Evropskega prvenstva, ki je čez 4 leta. Tako da za vse nas je to, bom rekel, en vrhunec. Je pa seveda odvisno od dostih faktorjev. Kako bomo prišli pripravljeni na to prvenstvo, jaz samo upam, da bomo zdravi in da bomo imeli vse pogoje, da se res pripravimo v pravem trenutku. Točno tako, ste pa tudi selektor reprezentance do 17 let, ki se je nekako potegovala za olimpijske igre mladih, kar pa je tudi velik dosežek. Ja, z zvezo smo se dogovorili, da pač do februarja, tudi dokler mi ne poteče pogodba, vzamem tudi selekcijo U17, ki je, bom rekel, v tem trenutku kar pomembna selekcija. Če vzamemo v obzir, da je se ustanovilo prvenstvo mladih, ki bo 2019, se pravi z letnikom za U19 selekcijo, pomeni, da so ti fanti zdaj 17 zelo pomembni, zato smo začeli tudi delati z njimi. In upam, kot sem rekel, že vse selekcije drugače, tudi s to selekcijo smo začeli na ta način in upam, da tudi pridemo do nekega nivoja in da se tudi dosti dobro pozicioniramo v evropskem futsalu. Ko ste že govorili o pogodbi, verjetno o morebitnem podaljšanju ne boste še razmišljali pred evropskim prvenstvom. Ne, mi s predsednikom smo jasno določili cilje za to prvenstvo. Tudi povedali smo si, da bomo se usedli po prvenstvu, pogledali. Jaz mislim, da je to najbolj primerno v tem trenutku. Je moj fokus absolutno. Želim pač najbolj pripraviti ekipo in pa zbrati prave fante za to prvenstvo. Spremljate verjetno tudi klubsko domače tekmovanje. Letošnja sezona je spet ena zelo zanimiva. Res je. Ker nekih hrvaških igralcev se je pojavilo v slovenskem prvenstvu. Imamo krog ekip, ki lahko postane državni prvak. Spet je to, bom rekel, da spoznan krog. In do tega trenutka je bilo prvenstvo zelo zanimivo, je pa jasno, da se pravi boji začenjajo šele v play-offu. Točno tako. Andrej Dobovičnik, hvala za obisk v studiu in pa seveda uspešne priprave na prvenstvo. Hvala tudi vam. Tako, po oglasih pa nadaljujemo z drugim središčem.
gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. SX4 S-Cross z 2-letnim brezobrestnim financiranjem, gorivom v vrednosti 800 € in zimskimi pneumatikami na platiščih. Suzuki Way of Life. Nakup lesnih peletov pri ECE je prava odločitev. Preverjena kakovost, brezplačna dostava do doma in plačilo na obroke. ECE. Energija prihodnosti. Urbani terenec z odličnim 4x4 pogonom in mali mestni okretnež sta vozili prilagojeni za življenje. Outlander posebna izdaja 6000 € popusta in Space Star že od 7990 €. Sovan d.o.o. iz Selnice ob Dravi je družinsko podjetje z več kot 20-letno tradicijo, ki se ukvarja z ročno predelavo ovčje volne. Med več kot 150 proizvodi zasedajo vodilno mesto biovolnena izolacija, biovolneni filc za kmetijstvo in vrtnarstvo in naravna volnena posteljnina. Izbirate lahko med posteljnimi vložki, nadvložki, vzglavniki in odejami različnih dimenzij in debelin. Volna je odličen toplotni izolator, zato jo uporabljamo za tople in mrzle dni. Ima masažni učinek, blaži bolečine in revmatske težave. Prepričajte se sami. Računalniška in biro oprema, pisarniški ter potrošni materiali, celovit in dovršen nadzorni sistem tiskanja ter kopiranja. Zaupajte strokovnjakom, zaupajte podjetju Birobit. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Takole pozdravljeni še v drugem središču. Zdaj bomo govorili o celjskih košarkarjih, ki so v polnem ritmu. Dobesedno sezona je že v teku in Celjani so tu in tam po slovenskih košarkarskih igriščih. Vsaj zaenkrat kar uspešni, najbolje, da spregovorijo kar sami. Namreč v studiu pozdravljam trenerja Robija Ribežla, pozdravljeni, in pa tudi igralca Mateja Krušiča. Torej, Robi Ribežl, sezona je v polnem teku. V domačem prvenstvu ste pri 2 zmagah, steklo je tudi v pokalnem tekmovanju. Morda tisti začeten komentar, kako je? V Celju se je zdaj začela res odpirati neka zgodba. Imamo dobro ekipo. Res je, da smo izgubili 2 tekme po podaljških, ampak končno smo po 2 podaljških tekmo dobili smo tudi pokal in samozavest je tu in gremo tekmo za tekmo. Se pravi, vsaj za začetek sezone zelo dramatične tekme in tista zadnja, ki je bila proti Škofjeločanom, verjetno želja je bila največja, da ne bo na koncu napeto. Ja, to je sigurno. Nismo si želeli še enega podaljška, ampak res je na začetku prvih 10 minut proti Škofjeločanu se igralci videlo nekako, da niso sproščeni in na koncu so se sprostili in tekmo smo zmagali. Matej Krušič, vi ste zamenjali okolje iz Laškega v Celje. Kako se počutite vsaj zaenkrat? V statistiki se vidi, da kar dobro. Ja, zaenkrat v bistvu gre vse tako kot po planu. Predstavljena nam je bila neka zanimiva zgodba. Zdaj v bistvu še velik plus, da je pač se na košarkarska igrišča vrnil Tadej Koštomaj. Trenersko funkcijo je prevzel Robi Ribežl. Na začetku smo se mogli malo navaditi na njegov nov sistem, ampak zdaj mislim, da se uigravamo. Je pa treba povedati, da je pač ekipa sestavljena na novo, da bomo še potrebovali nekaj časa, da se
dobesedno igramo, tako kot je potrebno, ampak je tudi proti zadnji tekmi se že videlo, da že neke zadeve funkcionirajo. No, in ekipa je zelo simpatično sestavljena. Ja, res je. Imamo zmes mladih pa starejših igralcev, imamo nekaj mladih zelo perspektivnih, zdaj pač na nas starejših je, da jih malo usmerimo na pravo pot in mislim, da zaenkrat gre tako, kot mora iti. Torej, prevzeli ste celjsko moštvo po tistem, ko je Tadej Koštomaj spet obuil dobesedno čevlje košarkarske. To je dobro, da imate takšnega organizatorja igre, ki ima za sabo že ogromno izkušenj. Sigurno, da ima res ogromno izkušenj in svaka čast Tadeja, da smo potrebovali točno njegov profil igralcev, da se je odločil še to sezono, da nam pomaga skupaj do končnega uspeha. Se pravi, mladi in malce starejši košarkari, tudi ti z ogromnimi izkušnjami, Matej Krušič, Ilija Zolutič, Tadej Koštomaj. To je dobro, verjetno za prihodnost, se pravi tista prava zmes, da starejši dajo. Verjetno, zmerom je sigurno dobra kombinacija, stari, mladi. Res pa je, da nekateri mladi bojo še potrebovali precej treninga, da bodo prišli do nekega nivoja, ko sta pri nas Matej in pa Tadej oziroma Ilija Zolutič. Bo pa sezona, zagotovo se strinjate, zelo naporna. Zelo. Zaenkrat torej 4 tekme v domačem prvenstvu, zmaga v Konicah, pa doma proti LTH Castingsu. Kaj pa je bilo v Grosuplju? Vse skozi smo spremljali dober rezultat, potem pa je šla krivulja malce navzdol in poraz po podaljšku. Ja, v bistvu to se pozna, te nove ekipe. Res je, v Grosuplju smo imeli ogromno prednost po prvem polčasu, potem pa je sledil padec, na katerega nimamo nobenega odgovora, tako pač pride nekako, vseeno smo še imeli tekmo pod kontrolo, ampak vse kot pravim, te mladi igralci se morajo pač s temi tekmami tudi pridobivajo določene izkušnje in jaz upam, da se takšne tekme ne bojo več ponavljale in da se bojo pač s tekom sezone, pač da bomo te napete končnice dobivali. Nesrečno prekratki tudi proti Podčetrčanom, ampak verjetno ste se kaj naučili iz teh podaljškov. Pa sigurno smo se naučili, mislim, žalostno je že dosti, da pride do nekega podaljška, rečemo, če se navežem spet nazaj na Grosuplje, zaradi tega, ker smo mi tam imeli 2-krat dobljeno tekmo. Res pa je to, da je nasprotnik 2-krat zadeval 2 meta v zadnjih sekundah, kar je spet nekaj neverjetnega, ampak dobro. Mi smo tisti, ko smo jim to dovolili in, kaj ne rečem, zasluženo izgubili. Tako. In vidi pa se nekako, da z vsemi ekipami lahko igrate, kar je zelo pomembno. Res je, mislim, da mi smo zelo dominantna ekipa pod samim košom in tudi gojimo ta stil igre, kar je prednost tukaj, predvsem na poziciji centrske linije, da v drugi ligi imamo res prednost pod košem. Lahko bi delali skoraj zagotovo najboljša centra v drugi ligi, Matej Krušič in Ilija Zolutič, kar je več kot dobro za te tekme. Sigurno. Tudi vi s precejšnjimi izkušnjami, že odprej tudi iz Šentjurja in še bi lahko naštevali, zdaj boste verjetno želeli to vsaj malce unovčiti. Pa sigurno, res je, v Šentjurju sem deloval kot trener 6-7 let. Res je, da sem tudi veliko trenerjev menjal in se nisem jaz menjal, ampak veliko sem se naučil od njih. Matej Krušič, kako je zamenjati prvoligaško tekmovanje z drugoligaškim? Nekako, vsaj na prvi pogled, ni nič kaj drugače, borba pod košem še naprej. Ja, v bistvu moram reči, da na trenutke je celo malce teže, zato ker pač te vsi jemljajo kot prvoligaškega igralca in so toliko bolj igralci motivirani proti tebi. Moram se še privaditi na ta način, tudi tu pa tam je kakšen nepotreben faul. Ja, v bistvu so igralci malce šibkejši, no, v prvi ligi. Ampak so neki isti. Tako da se moram še navaditi na to, ampak mislim pa, da kar se same igre tiče, ni nekega takega velikega preskoka, tako da se kot pravim, se že navajamo in jaz mislim, da nam cela igra steče od A do Ž, pa bo tako, kot je treba. Kdo ste tisti favoriti za sam vrh? Vsaj zaenkrat se vidi, da zna biti kar nekaj ekip. Mislim, da bo zelo veliko ekip, sicer še nismo proti vsem igrali, tudi jaz poznavam še v bistvu na novo vse ekipe, vsaka tekma je zame novo poglavje, tako da dejansko je treba res vsako tekmo vzeti 120%. Mislim, da po prvem delu se pa tako vidi, kdo sodi v sam vrh, kdo pa pač v spodnji del. Kakšne so tiste jasne želje? Pa jasne želje so, da prijemo med prve 4 in da odigramo potem ligo za napredovanje v prvo ligo.
Bi lahko dejali, da se je prva liga nekako začela zapirati, da je težko priti vanjo? Sigurno, prva liga je postala dokaj zaprt sistem in zelo težko bo priti noter, ampak tam, kjer je volja, je tudi pot. Točno tako in potem, ko prideš med 4, verjetno je vse odprto, vse gre znova in boste iskali svoje priložnosti, seveda pa tekmo po tekmo. Seveda, sigurno mi imamo tudi, tako smo se že prej pogovarjali, imamo zelo dobro centrsko linijo z izkušenim Tadejem Koštomajem, ki to zna zbalansirati v sami igri. In sigurno imamo svoje priložnosti, sigurno ne gremo v ono ligo z belo zastavo, ampak gremo s tem, da probamo priti v prvo ligo. Točno tako. Kaj reči o občinstvu? Vsaj zaenkrat smo prijetno presenečeni, namreč na obeh domačih tekmah je bilo veliko gledalcev. Ja, moram reči, da sem bil zelo presenečen nad obiskom, sploh prvo tekmo, ki smo igrali doma. Moram reči, da sem bil kar zelo razočaran zaradi tega, ker smo izgubili, zato ker nas je res ogromno Celjanov prišli podpirati. Jaz bi jih prosil tudi v bodoče, da se še bolj udeležujejo naših tekem, podpore bomo zelo veseli in kot kaže, Celje je res željno dobre košarke in jaz mislim, da jim bomo mi z dobrimi igrami nagradili. Se pravi, so prepoznali to neko novo zgodbo? Mislim, da so v Celju, da so ti navijači, ki zdaj prihajajo, da so prepoznali to zgodbo. Res pa je, da moram tukaj izpostaviti, da je Celje kot samo tako eno najbolj športnih mest v Sloveniji. Mislim, da smo tukaj takoj ob Ljubljani. In Celje je bil zmeraj prostor za šport in res je tudi, da so navijači prepoznajo v vsakem športu neko zgodbo in prijajo gledati. Zato bi jih jaz istočasno pozval, da nas prijajo res spodbujati v takem številu kot do zdaj in da so nas 6. igralec. Kakšno je zanimanje za košarko? Tistih mlajših? Zanimanje za košarko, zdaj sploh, ko smo bili evropski prvaki, je ogromno. V šolah košarke smo povečali vpis sigurno za 40-50%, tako da zanimanje za samo košarko pri mladobudnih fantih je. Se pravi, to evropsko prvenstvo daje krila celotni slovenski košarki, kar pa je potrebno nazadnje res dobro izkoristiti. Res je, treba je unovčiti to, da smo pač postali evropski prvaki. Vidi se, v bistvu te fantje morajo dojeti, da se s trdim delom da dosežiti vse in pač treba jim pač predstaviti neko zgodbo in da pač v tem vidijo tudi nek drug način življenja. Vi ste skoraj da že zaključili s kariero, pa zdaj nadaljujete v Celju. Je želja, da tu v Celju ostanete do konca? Ja, kot vse kaže, mislim, da bom tukaj končal kariero. Zdaj sem se pač ustalil v tem okolju, zaenkrat je vse tako, kot mora biti, tako da nimam neke potrebe po ničemer več. Ampak verjetno še kakšna želja, da v celjskem dresu odigrate kakšno prvoligaško tekmo? Ja, seveda, ambicije so vedno, pač seveda treba je najprej iz druge lige priti v prvo, kar jaz mislim, da bo v tem trenutku res bo težko, ni pa nemogoče. Mi bomo dali vse za to. Vsi delamo v tej smeri, da je pač to se čim prej zgodilo. In res upam, da bo to čim prej. Zanimivo bo spremljanje tudi proti koncu sezone, kdo bo na tistih zadnjih mestih v prvi ligi? Ja, zdaj moram odkrito povedati, da prvo ligo zelo malo manj spremljam, ampak tudi to se bo zgodilo. Prva liga, Robi Ribežl, tudi letos zelo izenačena, tako kot druga. Se pravi, Slovenija vsaj v prvi in drugi ligi sedaj oziroma premore, bi lahko dejali, kar kakovostne ekipe. Ja, sigurno. Takoj se vidi, zdaj ravno pogledamo, če pogledamo prvo ligo, se takoj vidi že nekako, kjeri bojo tisti, kjeri bojo prvi 4, zdaj pa ostalo od spodaj, pa da bi videl kakšnekoli napovedi, kdo bo tam, kdo bo prišel med 8, se ne bi slučil, ker je boj res izenačen. Tako, in imate pa svoje želje verjetno tudi v pokalnem tekmovanju. Ja, ampak iskreno bom povedal, da pokal, kar se mene tiče, rajši namenjam temu, da dobijo mlajši igralci več priložnosti. Ampak če se bo ponudilo nekaj več? Sigurno. Točno tako, in igrali ste zdaj prvo tekmo v Kamniku, pričakovana zmaga, povratna tekma prihodnji teden, v četrtek, greste verjetno po potrditev in v četrti krog. Seveda. Tudi prvo tekmo smo že zmagali z 10 točkami razlike. Sicer je bila res malo še slabša tekma z naše strani, ampak mislim, da pred domačimi navijači
da bomo to potrdili in se pač uvrstili v četrti krog. Pred vrati pa domača prvenstvena tekma s Triglavom, tudi Triglav je neugoden, je že vrsto let, bi lahko dejali. V bistvu na tekmo se pripravljamo tako kot na vsako. Zdaj Robi nas je v bistvu res dobro pripravil, tudi na zadnje dve tekme bile pač na nas. Jaz mislim, da pač pred domačimi gledalci si več takšnega poraza, kot so bili, ne smemo dovoliti in pač gremo na zmago. Kakšno bo srečanje proti Triglavu? Jasna želja seveda točke pred domačimi gledalci, ampak previdnost pa ne bo odveč. Sigurno ne, mi gremo vsako tekmo, nikoli nobenega ne podcenjujemo, niti nismo ekipa, ki bi si lahko to privoščili, da bi bilo kjer ga podcenjevali. Mi gremo vsako tekmo zmagati, če igralci dajo, če imajo igralci koncentracijo 40 minut, mislim, da smo zmožni premagovati ekipe še s kako večjo razliko, ampak do tam ne treba nekako prijeti. Gremo pa sigurno vsako tekmo na zmago. Robi Ribeželj, kakšno je zdravniško stanje? Je vse v redu? So vsi igralci pripravljeni na sobotni obračun? Pa zaenkrat je z ekipo vse verjel. Imamo manjše probleme kot vsi ostali, ampak ne bomo zdaj jamrali, kar je, tu je, s tem bomo tudi igrali. Matej Krušič, kdo skrbi v Celju za vzdušje v slačilnici? Kar vsi igralci. Ne izstopa nihče? Ne, nihče, v tem trenutku nihče. Mogoče zdaj Tadej malo izstopa, ampak tak je tudi prav. Največje želje seveda za letošnjo sezono brez poškodb, pozitivno in potem bo tudi verjetno rezultat prišel. Sigurno, ne, vsak trener si želi sezono brez poškodb in upam, da bomo imeli to fortuno na svoji strani. Matej Krušič, kaj reči za konec? Morda lahko izkoristite še ta trenutek, da povabite gledalce na jutrišnjo domačo tekmo? Ja, kot sem že prej povedal, rad bi povabil čim več Celjanov, da nas pride podpret. Mi bomo za dobro igro to vrnili in jaz se nadejam tega, da 2 točke ostanejo doma. In verjamemo, da se kaj kmalu spet srečamo tukaj, kjer se Matej Krušič počuti že kot doma. Tako. Dobesedno. Hvala lepa za obisk. Hvala lepa. Tako, s tem pa tudi zaključujemo nocojšnjo oddajo. Hvala, ker ste bili z nami. Spet bomo skupaj prihodnji petek ob 20. Vse dobro in lahko noč.